Živjo, moje ime je Tjaša in že 4 leta na osnovni šoli Sostro obiskujem gorniški krožek. Letos se bomo odpravili na vsaj 3 izlete v gore z zimskimi razmerami. Prav je, da smo dobro pripravljeni. Kako? Pozimi so gore lepše, a tudi zahtevnejše. Na kaj moramo biti pozorni? Gore se tako vdajo tako belo snežno odejo, z njimi pridejo snežni plazovi in jih imenujemo tudi bela paz, zato ker jih nikoli ne moremo predvideti. Poleg tega dnevi so krajši, porabimo zgodaj bolj iti v gore. Tjaša je kar pogledala, kaj moramo imeti po zimi v nahrbtniku. Sva rekla, obvezno take dereze. To so ta prave dereze za obisk visokogorja, sredogorja. No, in kadar imamo na nogah dereze, sodi zraven tudi tak cepin, s pomočjo katerega, če zdrsnemo, ustavimo padec. Pa obvezno na rokah rokavice. No, potem pa obvezno na nahrbtniku so rekla čelna svetilka, a ne? Ja. Prva pomoč, v kateri imamo vso potrebne stvari. Imam pa s sabo tudi vedno zemljevid, tistega območja, kamor se odpravljam, pa kompas. Tle ima plazovni nahrbtnik, not je skrit en tak balon, ko ga sprožimo, se ta napihne. Nam pa služi za to, če nas slučajno plaz zajame, da nas tak nahrbtnik drži na površju, se pravi, da nas sneg ne potegne not in hkrati nam glavo zaščiti. Kakšna naj bosta hrana in pijača na zimskih turah? Čim manj sladkarij, gaziranih pijač. Najbolje imeti s sabo sendvič in pa pijačo v termosteklenici, da ostane topla. Kaj naredimo, če potrebujemo pomoč? Najprej je vedno treba poskrbeti zase in potem za ponesrečenca, potem pa poklicati na številko 112. Izlet v gore je po zimi super izkušnja in dogodivščina. Ne le peš, tudi za tiste, ki svoj prosti čas radi preživite na smučkah ali sankah. Želim vam veliko zabave na snegu. Adijo!